Kaj pa misliš o, recimo, če primerjamo, vemo, da IQ nekako korelira z nekim uspehom v današnji družbi? Predvsej močno. Ja. Kje pa vidiš vlogo EQ-ja ali pa kako vidiš povezavo med tema dvema? Odvisno, koliko mi daš časa za razlago. Kogar hočeš. Ja, moramo malce zdefinirati, kaj EQ je pa kaj je IQ. No, se gdemo razdefinirati, tudi za kakšne poslušalce bo zanimivo. Ne? IQ je kaj sposobnost izkoriščanja svojih kognitivnih zmožnosti v reševanju problemskih situacij. Zdaj, te problemske situacije smo unificirali in del tega IQ je sicer merljiv, del pa ne. Mi smo včasih v starih časih še ko smo na fakulteti testirali, IQ meriti za pisalno mizo je velika neumnost. Okay? IQ test nismo delali za pisalno mizo, ampak si šel, ne vem, na gred stat, ali pa na eni nogi stat, šel v problemsko okolje, kjer vi zdaj začnete se zabavati, pridejo žene, noter punce, jaz pa IQ rešuje. Te testi, ki se rešuje za IQ, po tvojem niso dobri. So dobri. Ne zmeriš dobro IQ-ja. Prvič, ga zmeriš, vendar ga ne zmeriš v celoti, pa dobiš lahko tudi zelo variabilne rezultate. Meni so, ko sem se igral veliko za tem, tudi do 50 točk varirali. Ja. Je pa res se 2 leti intenzivno za tem ukvarjal, sem ful treniral reševanje teh konceptov, pa vse žive teste, ki sem lahko dobil na kupu, sem ful reševal. In se lahko rezultate tudi take precej neverjetne nabijal. A ni IQ sposobnost prepoznavanja vzorcev? To ni IQ testi. Sej s tem pol ti lažje rešuješ probleme. Ne? Ja, ampak to ni IQ test v osnovi meri samo to, kako hiter si ti sposoben prepoznati nek vzorc. Oziroma, kako hiter, kako dober. Ja, takšne so naloge, no. Mislim, ker sem jaz reševal, so zgolj vzorci. Ne? Ja. Mislim, veliko je teh vzorcev, geometričnih. Samo to je bilo, namen si. Namen si, imaš pa v bistvu še vrsto drugih takih kompleksnih, ki so storytelling, pa moraš reševati. Jaz sem tam v 90 letih je bila knjiga, s katero se največ zabava, je naslov knjige, poznate naslov te knjige. Kaj? Knjiga je prišla ven in naslov knjige je bil poznate naslov te knjige. Okay. Tam je v bistvu en tak lep redosled, debela knjigica, kjer je zbranih cel kup nekih logičnih nalog, ampak je tak super algoritem, ker si v bistvu ti od brezveznih nalog, malo ogankarski, potem malo brezveznih, logičnih, do taki, da moraš imeti res že, to, ko si rekel, v vzorcu moraš ti vsaditi, rešuješ nek vzorec, moraš imeti že kar zapleten, kompleksen algoritem, ki ga noter nese, zato ti ta problemska problem rešiš. Tako da, jaz sem tega v bistvu reševal, mislim, da 2-3 leta, hobi sem imel to skozi, ampak 2-3 leta sem reševal tako po 8 ur na dan, sigurno. In se seveda naučiš, to je v bistvu pri pouku mi je bilo dolg čas, če sem bil pri pouku, pa sem to to reševal. In seveda se naučiš te tehnologije reševanja takih problemov. Vendar je ta IQ, po mojem mnenju, je reševanje problemskih situacij. Okay? EQ je pa reševanje problemskih situacij z živimi biti. Okay? Tam je tudi reševanje, ni neka empatija, da si ti sposoben se vživeti v kožo drugega, ampak misliš, da je prav reševanje. Da ne bom kakega grdega besedišča uporabljal, to je pač rezultat zrenja nekoga, ki pač ni imel najbolj srečne situacije v življenju, tisti trenutek. In je ta empatija seveda za njega pomembna zaradi tega, ker je bil hendikepiran po vprašanju, razumevanju in spoštovanju njegovega doživljanja v nekem trenutku. IQ pomeni kaj? Se pravi, kaj je čustvo? Čustvo je kaj?
spet vprašanje, kako ga definiramo. Ne? Če gremo čustvo, strogo nevrološko je čustvo telesna funkcija, ne psihološka funkcija. Ne? Se pravi, cel koncept, cel mehanizem, pa seveda je vrsta nekih psiholoških funkcij še, ne? Percepcija, valorizacija, mišljenje, razum, vklapljanje, katero obliko vedenja bom sprejel zato, da dosežem neko adaptacijo, ne? Adaptivno investicijo. In iz tega ozira je v bistvu, ne, se pravi, IQ je pravzaprav, če neko psihoterapevtsko funkcionalno definicijo damo, IQ seveda v resnici pomeni, ampak je to v bistvu pravzaprav vse združljivo skupaj. Ne morem pravzaprav... ker hočeš reči, ker imam višji EQ, zato tudi lahko klasične probleme zato, ker so usklajeni z ljudmi, rešujem. Ta del sočutja se malo poudari, vendar tako, rečemo, če imamo čisto v teoriji čustvene inteligence, imamo 4 osnovne stebre, prepoznavanje lastnih čustev, ne, ravnanje samim sabo, prepoznavanje čustev pri drugih in medosebne veščine, ravnanje medosebnih odnosov. In zdaj, če greva recimo že na prvi steber, prepoznavanje čustev pri sebi, je zelo preprosto vprašanje, ker nekdo reče, da je čustveno inteligenten, mu rečemo, zdaj pa naštej 50 čustev. Pa mora biti čustva, ne vedenje. In tako dalje. Ne? Se takoj, se pravi, ko gremo v to definiranje čustva, pa kaj tisto, kar v tem čustvenem spektru ali pa pri čustvih merimo, moramo vedno izolirati in govoriti ne o čustvi, temveč govorimo samo o neki funkciji ali pa delu funkcije čustev, ki ga merimo, izoliramo in ne moramo pospleševati. In zato empatija, se pravi uživljanje v drugih, razumevanje drugih kot je pač samo en del čustvene inteligentnosti.